Čau, Eleni, kako ste, kje ste, Lenka tukaj, oziroma Alien mama, kakor hočete. Ni me bilo prejšen teden, tako da se upravičujem, ker ni bilo videa, ampak sem imela v sredo eno poroko od Jaše Kramarič in potem čez 2 dni, basically sem jaz praznovala na Veliki planini in sem dojela, da ni šans, da naredim video, tako da sorry, ampak moj opravičujemo razen dan, tako da. Imamo danes en ful zanimiv video o človeku, ki je dejansko obstajal in je Hrvat in je 7-krat premagal smrt. Pač jaz ne moram verjeti, da je to možno. Tako da gremo kar v tale naš uvod. Predstavljajte si, da se peljete z vlakom januarja, by the way. Ta iztiri izgrmi v ledeno reko, okrog vas umirajo ljudje, vi pa se nekako rešite le z zlomljeno roko. Dobro leto pozneje prvič v življenju sedete na letalo, ki se med poletom zaleti v goro in padete 800 metrov dol v globino, ampak direkt v seno in preživite. V naslednjih desetletjih se znajdete še na avtobusu, ki konča v reki, 2-krat pobegnete iz gorečega avtomobila, zbije vas avtobus, nazadnje pa z avtomobilom skoraj zgrmite v 100 metrov prepad. Avto eksplodira nekje globoko pod vami, vi pa visite z drevesa in gledate, kako gori. Potem, po vsem tem, kar se je zgodilo našemu Franku, oziroma Franu Selaku iz Hrvaške, ki je dejanska oseba, ki je obstajala, že misliš, da je njegova sreča potekla, ampak ne. Po letu 2000 je on zadev še 1 milijon na loteriji. In to se je dejansko zgodilo. Ja, življenje od Frana Selaka zveni tako en scenarij, ki bi ga tako predal hollywoodskemu enemu režiserju in rekel, naredi iz tega film. On bi rekel, ne hvala, ker si fuknil, noben tega ne ogledal, ker deluje čisto preč nerealistično. Ampak Franu se je to zgodilo. Franu Selak se je rodil leta 1929, tukaj dobimo 2 različna podatka, katerega junija, tako da ne bom govorila, ampak junija, v bližini Dubrovnika, to pa ne zaradi tega, ker bi tam bil rojen v kakšni porodnišnici, bolnišnici ali pa nekje doma, ne. Že njegovo rojstvo se je začelo zelo nenavadno in sicer svojo družino, prav z očetom in mamo, je šel plut do otoka Lokrum. A kdo pozna, a kdo tam bil, ne vem, v glavnem, tja so plul. In njegova mati takrat je bila v 7. mesecu nosečnosti, tako da daleč od svojega roka. To bi bil res zelo majhen dojenček, če se je to res zgodilo vse. In je pač rodila kar na tej barki, na tem čolnu, kjer so bili. In oče takrat kar z ribiškim nožem prerezal to popkovino in majhnega dojenčka takrat umil v slani morski vodi, ker je to vse, kar so takrat imeli. Seveda so šli hitro potem na obalo naprej urigirati, ampak ja, že njegovo rojstvo je fascinantno. Kad takole lepo govorimo o našem morju, pa o naši obali pa v Dubrovniku, kje ste bili kaj na morju, oziroma kam greste? Jaz sem bila zaenkrat tako v Splitu, v Budvi, še prej na Majorki. Ampak point je, da ko jaz potujem, se začnem ful sekirati za svoj Wi-Fi. Sploh sem na kakšnih festivalih, kot zdaj v Splitu, ko vidiš en kup Wi-Fi, si tako ne upam klikati, ker ne vem od koga je, ne vem kaj sem jo zgodil. In iz tega razloga uporabljam sponzor tega videa Surfshark VPN. Point vsega je, da mi plačujemo celoten Netflix, ne? Ampak ti, če si v naši državi, ne dobiš celotne knjižnice Netflix serijev in filmov. Surfshark VPN-om se lahko pretvariš, da si iz neke druge države, kjer pa dobiš spet drugo bazo Netflix filmov in serij, ker je nekako naša najljubša stvar pri Surfshark VPN-u. Pa to, ko sem pregovorila, ko se enkrat na festivalih ali pa v tujini, on ti šifrira tvojo spletno povezavo in si praktično skrit, tvoj IP naslov je skrit, plus, če imaš enkrat Surfshark VPN, ga lahko deliš z vsemi svojimi kolegi in družinskimi člani za isto ceno. Pol pa, če dodate še Surfshark One, dobite recimo funkcijo Alternative ID, ki vam ustvari alternativni spletni profil in e-mail, tebi ni nič treba. Tako da, če te to vse skup mika, spodaj imaš link v opisu, klikaj na ga in tipkaj kodo Lenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Zdaj pa naprej na našega Frana Selaka. Ampak malo po rojstvu, v bistvu natančneje 11 mesecev po njegovem rojstvu, torej ki je bil star 11 mesecev, se težave niso končale, v bistvu so se komaj začele in on je imel kot otrok, kot dojenček še ene težave s črevesjem. In takrat je njegova mami pomislila, joj, v bolnici smo, jaz pa hočem zdaj molt. Imela je prav dotično svetnico v mislih in je takrat slekla njemu edino srajčko, ko je gor imel, je tekla v najbližjo cerkev in je molila k Mariji Tereziji, v bistvu Mariji Tereziji nekako v podobi še punčke takrat in je k njej molila s to srajčko v rokah in prosila, da pač Fran preživi in potem mu je nesla to srajčko nazaj in mu je oblekla. Istočasno so mu takrat medicinske sestre dale injekcijo kalcijevega bromata in takrat se je njegovo stanje poboljšalo, ampak še vedno eni to pripisujejo molitvi k mali Mariji Tereziji, drugi pa zaradi pač določene injekcije. Pri 11 letih se ta zgodba ponovi na nek način, sicer tukaj ni šlo za črevesje, ampak je Fran bil na robu, da zgubi svoj vid in takrat so tudi. Ne vem, zakaj so bili v enem samostanu pri nunah in te nune so mu določena zelišča dajale na oči, istočasno je pa mami spet molila k isti svetnici, k Mariji Tereziji in Fran je čudežno nekako obdržal takrat svoj vid in vse je bilo ok. Če gremo v njegovo kariero, on je potem postal učitelj glasbe, tako da
v šoli je učil glasbo, je bil tudi dirigent, znal je dirigirati in je igral razne inštrumente, predvsem klavir. In iz tega razloga baje on ni dolgo časa ostal na istem mestu, ampak se je ogromno selil, pa čeprav je bil v originalu Hrvat, mislim, da večino časa šlo preživel v Bosni in tukaj se bo tudi zgodilo veliko njegovih nesreč. Prva njegova resna nesreča, ki jo datiramo v leto 1957. Kot sem rekla, bil učitelj in takrat je skupino učencev spremljal na avtobusu v kraj Odžak. On to piše tako, da so se otroci takrat že varno vrnili domov, na tem avtobusu pa ne bi ostala samo on in voznik. Ta voznik ne bi bil poznan po tem, da ne bi nikdar fural in vozil, če ne bi prej spil vsaj pol litra rakije in v tem primeru ne bi jo tudi. In potem na eni točki ne bi se ona dva skupaj ustavila na eni pijači. Pa zanimivo je, ker je on to takrat pripovedoval, danes bi bilo ful džadžano, takrat je bilo to normalno v Bosni boš kakšnega popot spil ali pa bo voznik pijan, ne? In potem sta se pelala čez most na reki Bosni in se je zgodilo to, da ne bi baje ta voznik še vedno zavil v ta pravo smer, ki bi mogel zaviti, ampak avtobus ni zavil. Tukaj se nekako zgodba razdeli na dva dela. Ena je, da bo je v rokah ostal volan. Zdaj je volan odlomil pač. Druga zgodba pa je, da preprosto ni delal. On je zavil, avtobus pa ni, oziroma volan je prenehal delati in se avtomatično zgrmela noter v reko Bosno. Long story short, takrat reka tam je bila toliko plitka, da se nista mogla utopiti in se tudi nista utopila in sta oba preživela. Januarja 1962 pridemo do precej hujše nesreče. On je bil v Bosni in se je z vlakom vračal proti Dubrovniku. To ne bi bil vlak imenovan Čira, ozkotirni vlak, kakršni so takrat dejansko obstajali, povezovali so kraje po Bosni, Hercegovini, nasploh po Dalmaciji. Pot je pa dejansko vozila skozi kanjone in razne skalnate prepade, kjer je bilo dejansko nevarno, da pride do kakšnih plazov in veliko neke divje narave in narave nasploh in rek in vsega. Tako da pot tam kot ni bila samoumevna, da ni nevarna, pač bila je malo nevarna. Fran takrat ni bil sam, imel je s sabo eno žensko in sicer prav župan ne bi mu takrat zaupal svojo mamo, verjetno starejšo gospo. In Fran je takrat tudi z njo sedel na tem vlaku, bila sta skupaj v tem vagonu. Je pa tudi močno deževalo in on so se vozila takrat od Jablanice do Grabovice ob Neretvi. Zdaj pa tako, to je januar na Neretvi. Neretva je bila takrat ledeno hladna reka in takrat naj bi se sprožil plaz točno tam, kjer je vlak šel. In ta vlak ne bi potem iztiril v to ledeno Neretvo. Po njegovem pripovedovanju od Frana Selaka ne bi on takrat tej starejši dami, mati od župana, rekel: zamašče si nos pa primte se me okrog vratu. In takrat ne bi s komolco potem razbil ta stekleno okno od vlaka in splaval ven. Vsi ostali takrat, vsi ljudje, ki so bili, ne bi utonili v mrzli Neretvi. Samo on in ta mama župana ne bi bila potem rešena, ker jih je en domačin ob Neretvi videl in zvlekel ven. Ker je on takrat in se boril za življenje, imel je pa vse, kar se mu je zgodilo, je bilo to, da je imel zlomljeno eno roko. Po tej nesreči ne bi ga tudi začeli klicati Srečkovič. Že leto pozneje se je pa zgodila mogoče najbolj fascinantna njegova nesreča ever. On je bil takrat nameščen v Daruvarju in je dobil obvestilo, da je njegova mama hudo bolna. Njegova mama ne bi bila v bolnišnici na reki in takrat edina opcija, da jo on vidi, preden potencialno ona zgubi življenje, je to, da bo mogel sesti na letalo. Čeprav je bila mogoče slaba ideja, glede na to, kaj vse se njemu že zgodilo, je šel takrat na letalo. In on to piše tako: bil je na letalu, ko je videl tam zelo lepo stevardeso in on jo imenuje Rozika. In s to Roziko se je začel spogledovati do te mere, da je verjel, da je res všeč. In je on vstal in šel do nje do zadnjega dela kabine in sta tam flirtala in klepetala in pač mežikala in bila oba cute, dokler se ni nekaj zgodilo. Tukaj se zgodba nekako razdeli dva dela. Eni trdijo, da so se zaleteli v goro 800 metrov višine, drugi trdijo, da se ni nič takega zgodilo, samo nek pok, neka okvara in so zadnja vrata aviona odletela preč in so najprej ven posrkala Roziko, potem naknadno pa še Frana. Kar sledi je noro, zaradi tega, ker on je padel iz 800 metrov višine direkt dol v ogromen kup sena in preživel. In nič mu ni bilo, razen tega, da je bil 3 do 4 dni v komi. Kaj se je zgodilo z Roziko? Tudi ona ne bi preživela, ker je padla nekam v mehke krošnje dreves. In potem ne bi še vedno bila wink kolega oziroma nekaj več. Gremo dalje. Leta 1970 se je on vozil v svojem avtomobilu, še vedno je upal očitno imeti avtomobil in se voziti v njemu, dokler se ni do spred začeli nekaj kaditi in je s časoma ta avto preprosto eksplodiral. Fran je tek že prej nekaj zavohal in je šel ven in je potem gledal ta avto, kako je preprost zgorel v plamenih. 3 leta pozneje se je podobna stvar zgodila še enkrat. Še vedno očitno kupoval avtomobile in se fural. Tokrat naj bi med vožnjo odpovedovala črpalka za gorivo oziroma motor. Takrat naj bi vroče olje iz motorja špricnilo Franu dejansko
obraz. Nato je pa vozilo zagorelo, v bistvu zelo podoben kot prvič nekaj let nazaj, in on je spet stal ob cesti in opazoval, kako vozilo njegovo gori. Pa se bo zgodilo nekaj zelo nenavadnega za njegovo življenje, sicer 22 let ni bilo neke hujše nesreče. Do zdaj ima Frano padec avtobusa v reko, iztirjenje vlaka, padec iz letala in 2 goreča avtomobila. Zdaj se ga lahko predstavljamo, da je star nekaj čez 40 let in kaj se zgodi potem. Leta 1995 ga je med hojo po Zagrebu zbil avtobus. Tukaj spet mu ni bilo nič hujšega in vse, kar vemo o tej nesreči, je samo to, da ga je zbil avtobus. Leta 1996 se je on peljal po ekstremno ovinkasti cesti proti Karlobagu, to je bilo nad Jadranskim morjem tam. On to cesto predvsem opiše kot, joj, tam gor pogledaš navpična skala, dol pogledaš na desno, spet navpična skala dol proti morju, tako da je res grozljivo nasploh. In spet takrat mu pripelje nasprot tovornjak. Po eni zgodbi je tovornjak slabo zapeljal, je zapeljal na napačno stran, torej na stran od Frana, ki je bil z avtomobilom. Po drugi zgodbi je tako, da naj bi prekolca od tega tovornjaka potem butla v njegov avto. V vsakem primeru, Frano je takrat iztiril dol direkt v prepad in on ni bil pripet in zdaj ne vem, so se vrata odprla ali čez okno zletel. Njegov avto je zgrmel prepad. Po enih zgodbah 100 metrov, 30, 300, različne zgodbe so, in on je obvisel in se držal za skalo in gledal, kako avto leti dol in kako eksplodira. Potem ne bi prišla policija in drugi pač te cestni delavci, ko so njega potegnili gor in rešili. Zdaj smo pa junija 2002 ali pa 2003, različne so te zgodbe. V vsakem primeru to se je res zgodilo, on je praznoval svoj rojstni dan in je tudi vplačal takrat loterijsko srečko. Fran trdi, da je loterijo igral že 40 let in ima do zdaj samo 4 manjše nagrade oziroma nagrade / dobitke. Na tej točki on zadane okrog 1 milijona evrov, bi zdaj rekli. Torej, Franko Selak, ki je do takrat preživel 7 neverjetnih nesreč na hrvaški loteriji, zadev največji dobitek. Pač insane. Frano je bil takrat star 73 ali pa 74 let. In to je edina stvar, ki je tako res ekstremno potrjena, da je on ta denar zadev, ampak ni znal zelo dobro delati z njemu. Veliko se je ukvarjal z nepremičninami takrat, v Zagrebu jo je prodal in jih je potem na različnih mestih kupil, nekje je začel zidati svojo hišo, kupil parcelo, potem nekje kupil določene nepremičnine in je rekel, da je bila slaba investicija, zaradi tega, ker recimo so bila okna slaba pa to in se je začelo vse nekako padati. Ni bila dobra nepremičnina in je potem zgubo imel na teh nepremičninah. Po drugi strani je postavil tudi kapelco Tereziji, kot sem rekla, ker je njegova mami že ves čas verjela v njo in molila k njej in tudi on je potem to nekako podedoval in molil k tej isti svetnici. In je še naknadno precej raztresel z denarjem in ga je kar delil svojim sorodnikom in prijateljem in je tudi mogoče kar avtomobile kupoval pa take stvari. Tako da ni dolg časa živel v velikem bogatstvu oziroma ker hiter ga zgubil in potem, ko je njegova zgodba postala ekstremno znana in so vsi tabloidi po celem svetu govorili o njemu in ko so YouTuberi začeli o njemu govoriti in ko je ratala res senzacija, takrat ga je že motil, da se njegova zgodba ful prilagaja in spreminja vsakič mičkam drugačno ali pa da so mu nekje dodali brke, ki jih sploh nima in potem je grozil s kakšnimi tožbami. Tak zveni na nek način ali grumpy old man, res ne kakšen je drugač bil, ali pa po drugi strani se mu je krivica godila pri njegovi zgodbi. Problem je, ker veliko te njegove zgodbe za nazaj ne moramo potrditi in on trdi, da je to zaradi tega, ker takrat v jugu je bilo ogromno enih požarov in so se preprosto zgubili vsi ti podatki in časopisni članki in arhivi teh njegovih nesreč. Problem je, da teh nesreč individualno ne moramo potrditi. Je pa potem, ko se je njegova zgodba širila, je velikrat bil jezen, ker tam je lahko dokaj plača, vi ful slušate s tem, zakaj jaz nič od tega ne dobim, tako da več kot očitno ni imel več veliko denarja na svoje ime na koncu, bi jaz rekla. Zdaj pa ena crazy stvar, še to ne moš verjeti. Leta 2004 je Frano nastopil v avstralskem oglasu za Doritos, takrat je bil plačan 10.000 evrov ali dolarjev, avstralskih dolarjev, pardon. In on je dejansko rekel, sorry, jaz nočem odpotovati v Avstralijo, ker bog ve, kaj bo šlo narobe. In so takrat rekli, ok, štekamo in so dejansko zelo blizu njega posneli to reklamo, nekje celo na Hrvaškem. So rekli, da se mu bojo prilagodili in so se. In on je nastopal v taki reklami, kjer je govoril o svojih nesrečah in je za njemu istočasno zagorela zavesa. Moram še pogledati to reklamo in jo najde, če bo moj editor slučajno najde, jo tukaj dal not. In 1962, I was board train which plunged into icy river. 1 year later, I was sucked out of plane but landed on haystack. In 1970, my car catch fire. It exploded just after my escape. This also happened in 1973.
Kada mjesec svoja leđa. But with these 3 new Doritos Mega What flavors, I have 1 in 4 chance of instant winning free Doritos and other stuff. I don't need much luck, which is good. Svoja leđa. Ja, in še ena anekdota je, ki tudi ne vem, ali je res ali ne, tudi, da ko se je vračal iz snemanja te reklame, je po poti nazaj zbil jelena ali srno, tako da. Jej! Leta 2014 je Frano med sprehodom doživel srčni infarkt. Če ste mislili, da je to njegov konc, ste se zmotili in to je tudi zdaj končno dokumentirano. In on takrat med infarktom oziroma po infarktu ni klical rešilca, ni prosil za pomoč, ampak je šel peš do prve bolnišnice in je preživel. Potem pa zares, ko je bil star 87 let, 2016 leta, je pa tudi umrl. Nisem našla informacije kako, tako da meni zveni, da dokaj naravne smrti. Njegova žena je potem povedala, da je on ogromno pomagal vsem okrog sebe, da je zato tudi ostal brez denarja, da je bil dobrosrčen človek in da je bil razočaran, ker slava, ki jo je dobil, mu ni prinesla nadzora nad svojo lastno zgodbo, ker pač ta zgodba je ratala zgodba celega sveta. Jaz pa vam absolutno prepuščam, da si mislite, karkoli si mislite, kaj od tega je doživel in kaj ne. Jaz bi rekla, da je resnica neko mes, ampak ja, odločite se zase. Pa ne pozabite na Surfshark VPN, spodaj imate link, ga klikajte, vtipkajte kodo Olenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Noč, dragi moji, se gledamo naslednjič, kakšen mu verjeten true crime imam ali pa kaj bolj zločinskega, ker tole danes je mečken bolj lahkotno, ampak itak se vsi na počitnicah še vedno, še 1 mesec počitnic imamo in možgana na off, tako da izkoristite, lepo se imejte, se gledamo naslednjič, Elian mama out, bye!